pozdravljeni nazaj. Tako, na tem mestu hvala vsem, ki ste se uprli želji po povdanskem počitku in ste se nam pridružili na okrogle mizi, motivi pa smo vseeno na polni zasedbi. Na odru so se mi že pridružili udeleženci okrogle mize, ter Brigita Šarc, vodja sektorja ekologije v podjetju Dinos, ki bo to soočenje kot že tradicionalno tudi povezovala. Kako razumeti in izpeljati zeleni prehod v gospodarstvu? To se bodo spraševali današnji sogovorniki z različnimi stališči, izkušnjami in strokovnim ozadjem. Na soočenju so tako že pripravljeni gospod Jure Fišer, predsednik sekcije zbiralcev kovinskih in nekovinskih odpadkov pri Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Matevž Frangež, državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, magistrica Tanja Bolte, generalna direktorica direktorata za okolje MOPE, dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave Salonit Anhovo in gospod Antonija Molič-Cer iz Gospodarske zbornice Slovenije, službe za okolje, podnebje in energijo. Tako vas, dragi udeleženci let 2023, vabim k poslušanju in sodelovanju. Hvala. Pozdravljeni gosti okrogle mize. Upam, da bomo imeli danes dobro razpravo, kljub temu, da nam je en člen naše okrogle mize izpadel pred tokom današnjega dne. Smo dobili informacijo, da Inštitut 8. marec se ne bo udeležil te okrogle mize, ampak upam, da bo naša razprava vseeno konstruktivna in, bom rekla, uspešna. Smo na pragu 6. industrijske revolucije, katere koncept se nanaša na trenutno obdobje hitrih sprememb v industriji in družbi. Te hitre spremembe pa sprožajo napredne tehnologije, kot so umetna inteligenca, internet stvari, blockchain ali blok verige, robotika, kvantno računalništvo ter drugi inovativni tehnološki trendi. Razvoj te napredne tehnologije pa je trčil ob covidno, ukrajinsko energetsko krizo in novo razvijajočo se krizo v Izraelu oziroma na Bližnjem vzhodu. Pričakujemo lahko spremembe načinov proizvajanja in novih poslovnih modelov, pa tudi spremembe delovanja širše družbe, od načina transporta, proizvodnje energije do zdravstva. Slovenija je sprejela načrt za okrevanje in odpornost, ki naj bi podpiral doseganje ciljev nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter prispeval k uresničevanju Evropskega zelenega dogovora. Zeleni prehod je ključnega pomena za pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki je eden od pomembnih ciljev strategije Slovenije 2030 in eden od pomembnih dejavnikov zagotavljanja dolgoročne produktivnosti gospodarskih subjektov ter boljše odpornosti družbe. Zeleni prehod v strateških dokumentih vključuje 5 komponent: obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije v gospodinjstvu, trajnostno prenovo stavb, čisto in varno okolje, trajno mobilnost in seveda krožno gospodarstvo, učinkovito rabo virov. Vsaka komponenta znotraj posameznega razvojnega področja vključuje vsebinske povezave, reforme in naložbe. Pri vsakem ukrepu so opredeljeni tudi relevantni mejniki in cilji. Cilj komponente krožno gospodarstvo, učinkovita raba virov je spodbujati prehod slovenskega linearnega gospodarstva na nizkoogljično krožno gospodarstvo v skladu s strategijo razvoja Slovenije 2030 in novim akcijskim načrtom Evropske unije za krožno gospodarstvo z naslovom za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo. Zelenim prehodom v nizkoogljično krožno gospodarstvo bo treba prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo rabe surovin in neobnovljivih virov energije ter s tem povezanim povečanim obremenjevanjem okolja. To naj bi med drugim dosegli tudi s preprečevanjem nastajanja odpadkov, izrabe odpadkov kot vira sekundarnih surovin in vzpostavitve učinkovitega sistema njihovega upravljanja. Lahko bi rekli, smeh načrti, strategije in ukrepi. Manjkajo pa ali niso še na razpolago izvedbe koraki do teh ciljev.
Kaj torej vse bo potrebno postoriti in kako, da bodo ukrepi izvršeni pravočasno, v dobro okolja, družbe in gospodarstva. Torej, kako razumeti in izpeljati zeleni prehod v gospodarstvo ob znanih težavah, ki so tukaj in danes, cilj nizkoogljično krožno gospodarstvo je praktično pred vrati. Dragi gostje, za začetek vsakega izmed vas povabim, da pove, kako razume zeleni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Namreč o krožnem gospodarstvu govorimo že leta, pa se zdi, da nikakor ne zaživi. Kaj je torej tisto, kar predstavlja ovire, da to ne zaživi? Pa povabim najprej gospod Tanjo. Hvala za vprašanje, Brigita. Hvala tudi za povabilo na okrogli mizi. Mogoče se mi zdi ena zelo pomembnih izhodišč pri tem vprašanju tudi ta, da se verjetno nekatera podjetja, da je krožno gospodarstvo del zelenega prehoda in da se mogoče v tem delu nekatera podjetja premalo zaveda, kako kompleksen je ta problem, da je treba kompleksno pristopiti, celostno, kaj tudi opažamo? Opažamo tudi to, da dejansko, pa govorim zelo nasplošno, da dejansko vsi vemo, da so ukrepi, ki so okoljski, tudi dragi, bom rekla, pač to stane. Razumem, da podjetja imajo več vidikov, ki gledajo, ne samo to, kam bojo dajali denar, ampak seveda tudi drugi vidik finančni. Pomembno pa tudi to, da imaš človeka, ki ima nekega, ne vem, ki bo oblaščen za koncev zeleni prehod, neko skupino ljudi, ki se s tem ukvarja v nekem podjetju, če hočete tako, ampak ne, da je ta prepuščen posameznik delu v nekem podjetju in da nikakor ne pride s temi pomembnimi vprašanji do upravljavca, ne dobi odgovor in tako naprej. To opažamo tako, kot se že reče, pooblaščenci ali kakorkoli. Skrbniki, ja, se pravičujem v skladu z zakonom. To se mi zdi zelo en pomemben vidik, da mogoče to premalo upravljavci oziroma podjetja razumejo in da so to veliki izzivi in da vsekakor tudi to en človek sam ne more rešiti tega problema, ker si Brigita že izpostavlja, kaj nas se čaka, tako da to se mi zdi ključno, da se tukaj vsi skupaj zavedamo, kakšni izzivi so. Seveda mora sama država pri tem tudi, bom rekla, tako kot se rekla, zakonodajo oziroma vse akte, vse stvari pripraviti, da lahko industrija ali pa kdorkoli dela na tem področju potem naprej, ampak to se zdi en zelo ključen poudarek. Mogoče tudi to, da se premalo vsi skupaj zavedamo tudi podnebnih sprememb, konec koncev po vseh teh sprememb, ki so ovira. To so nedavne ujme tudi pokazalo v bistvu, koliko podjetij je bilo poplavljenih in tako naprej, so na določenih področjih, kjer so sedaj, kako se razvijati. To so vse izzivi, ki čakajo državo, bom rekla, pri tem krožnem, zelenem, če hoče to. Mislim, dejstvo je, tako kot smo tudi v naših predavanjih povedali, Evropa gre v to smer, ona se ne ustavlja in temu moramo tudi mi slediti z velikimi koraki naprej. In se slej ko prej moramo to priznati in slediti temu tempu. Hvala, Tanja. Gospod Frangaš. Zdaj, na ravni definiciji bi rekel, da je seveda to gospodarstvo, organizacija gospodarstva in družbe, ki vse resurse uporabljata na najbolj učinkovit možen način. Resurse mislim v zelo širokem smislu. Mi lahko vidimo, da se v evropskih industrijskih verigah, evropskem industrijskem modelu praktično v nekaj letih popolnoma spremenili narava in dostopnost do inputov, ki jih to evropsko gospodarstvo in s tem tudi seveda slovensko potrebuje. Mi smo dolgo navajeni na poceni energijo, jasno je, da poceni energijo mašino. Dolgo smo bili navajeni na poceni dostop do delovne sile, najprej iz vzhodne Evrope, potem iz drugih delov sveta, tudi danes praktično vse evropske države in vse panoge kličejo po talentih in podjetjih. Tretjič, navajeni smo bili na poceni dostopne surovine,
ki smo jih kadarkoli lahko uvozili, prostite izrazov iz nekdanjih evropskih kolonij, ali polizdelke, ki smo jih potrebovali za to, da smo jih gradili v karkoli smo že v Evropi proizvali. In končno, navajeni smo bili na dolgo obdobje poceni denarja. Pri vseh teh 5 strateških inputih se zakonitosti preskrbe evropske industrije spremenijo. In temu se je potrebno prilagoditi zaradi podnebnih razlogov, ker je dejstvo, da ne živimo trajnostno, da porabimo preveč energije, da je raba te energije pogosto izrazito neracionalna, morda tudi ni usmerjena v prave stvari. In seveda, ker je izrazito, tukaj ste boljši specialisti za to vprašanje, z vsem, kar počnemo, z vsem, kar poganja našo rast, pač sežemo globje v naš dolg do planeta. Zdaj, ali je to nepovratno? Jaz nisem tako prepričan, prihodno leto so evropske volitve. Jaz se po eni strani kot nekdo, ki si želim, da ustvarimo sonaravne vzorce našega bivanja in dela, ne želim, da tukaj pride do resnega zastoja. Prepričan pa sem, da bo v spredju in pomembnem fokusu naslednjih evropskih volitev tudi zelena agenda, ampak tokrat na drugačen način. Ker nam ta zelena agenda vendarle povzroča eno velikanski nabor težav in mogoče je udobneje razmišljati, da ne rabimo nič storiti, ker se bomo s tem rešili cele vrste naših kratkoročnih problemov. Jaz sem pripričan, da to delite tudi mnogi v tej dvorani. Ampak slaba novica je, da moramo narediti te stvari, ker absolutno ne živimo na dovolj učinkovit način. Zdaj, kaj pa je za to potrebno? Jaz mislim, da prvič močan leadership, drugič kultura sprememb, s katero imamo v naši državi velikanske težave, smo majhna država, po definiciji bi morali biti zelo fleksibilni, gibki, da nas pretresi iz drugih delov sveta težje zavrtijo. Ne, naša notranja togost pravzaprav povzroči to, da smo vedno znova zaradi zunanjih šokov zelo prizadeti. Prostite, vse krize doslej so to jasno pokazali. Svetovna finančna in gospodarska kriza je resno zamajala in spremenila marsikatere zakonitosti slovenskega gospodarstva v mnogočem na boljše, v mnogočem pa tudi na slabše. Drugič, pretresi COVID, energetska kriza, kjer ima Slovenija dodatno specifični težavo, da zaradi visoke energetske intenzivnosti industrije, ki izhaja ne iz tega, da smo mi neučinkoviti. Ne? Primarno proizvodnjo aluminija v Kidričevem smo imeli drugo najučinkovitejšo na svetu, takoj za Norvežane. Ampak je neučinkovita z vidika tega, da seveda imamo absolutno nadpovprečen delež energetsko intenzivnih industrij v našem členu. Jaz mislim, da je potrebno nadaljevati z spremembami, da pa si moramo pri tem seveda pomagati in vse procese organizirati dovolj logično, dovolj učinkovito, da bodo hitre spremembe na koncu tudi mogoče. Hvala. Tončka, lahko prosim še tebe? Ja, hvala. Jaz pa v bistvu zeleni prehod, ker ga gledam, vidim širše kot posameznike v podjetjih, skupine podjetij, v bistvu kot industrijo, kot celoto. Jaz vidim, da industrija mora sodelovati pri razvoju novih tehnologij, ampak ta zeleni prehod bo mnogo širši. To bo sprememba proizvodne porabe energije, bo v bistvu nova infrastruktura bo potrebna in bojo morali biti kadri na voljo, tako da jaz vidim, da je to lahko zelo dobro za vse nas, za celo družbo. Seveda se pa mora to začeti v industriji, ampak si predstavljam, da bi država tukaj morala igrati vlogo dirigenta, ki usklajuje različne interese in nas združuje k skupnemu cilju, da nam bo vsem šlo bolje. Hvala. Gospod Vuk, bi pa vas prosila. Ja, hvala in lep dan vse skupaj.
Jaz si tudi predstavljam ta zeleni prehod kot en tak kompleksen nabor sprememb, ki jih bomo morali kot družba narediti. To je bilo že povedano, ne, da pravzaprav smo prisiljeni nekaj narediti, ker živimo preko tega, kar planet omogoča in mogoče v Evropi še, v razvitem delu sveta še veliko bolj kot v tem razvijajočem delu sveta. Mogoče bi dodal tudi med tistih 5 stvari, ki jih je gospod Franjalič omenil, da bi se morali začeti spraševati v Evropi tudi, kaj bomo mi kot Evropa v drugem delu sveta ponujali, se pravi, kaj bojo naši izdelki. Ne? Ker enkrat smo imeli, je bila vrednost v tem Made in Germany. Ne? Danes ta Made in Germany ni več tako toliko vreden, kot bi si mi v Evropi želeli. In se pravi, če bomo želeli narediti ta zeleni prehod pri nas, ne, bomo morali zagotoviti na eni strani, da bomo imeli ustrezne vire, zato da tako kompleksno spremembo izvršimo, od ljudi do denarja, energije in tudi izdelkov, ki jih želimo plasirati na svetovne trge, zato da bomo lahko ohranili neko blagovno menjavo. Tako da to se mi zdi izredno pomembno, da na ta način razmišljamo. In tudi v Sloveniji bi morali se to spraševati. In ko kreiramo te politike oziroma pristope, moramo razumeti, da to je nekaj, kar moramo narediti, na drugi strani je pa tudi to priložnost, da na novo pozicioniramo svojo industrijo pa državo na teh svetovnih trgih, ker pri tako korenitih spremembah v tako kratkem času se bojo karte premešali. In iz tega bojo šli zmagovalci in poraženci. Jaz bi raje bil med zmagovalci. Verjamem, da vsi v tej dvorani bi raje šli med zmagovalci in država bi tudi morala na tak način razmišljati. Druga stvar, ki se mi zdi tudi izredno pomembna, če gledamo spremembe, ki so se dogajale do zdaj, veliko bolj so bile take vrste, da je lahko nek posameznik ali pa posamezno podjetje, da je lahko sam naredil spremembo. Bolj kompleksnim problemom, ko gremo kot družba, ne, bolj rabimo povezovanje. Tako kot so mnogoceličari bolj uspešna bitja, kot so enoceličari, ne, tako so tudi sistemi, ki živijo v simbiozi, ne, ki so bolj kompleksni, so lahko rešijo bolj zahtevne probleme. In mi moramo kot družba začeti gojiti kulturo sodelovanja. In gledati na svet kot priložnost, ne kot problem. Ker če bomo, veste, enkrat so mi povedali, da v šoli dobre vožnje učijo, ne, da če si kot motorist vidiš oviro na cesti, se pravi kamen recimo, ne smeš gledati v kamen. Ne. Ker če gledaš v kamen, priletiš na kamen. In enako je z reševanjem problemov. Če gledaš sam problem, vidiš sam problem. Rešitve so dostkrat izven nazornega kota. In pri teh kompleksnih problemih se bomo prišli tudi do tega, da bojo zelo različni pogledi na to, kako to rešujemo, zelo različni pogledi na to, kaj je najbolj pomembno, kje so prioritete, ampak na koncu, če bomo hoteli mi v 30 letih do 50 res nekaj narediti, se bomo mogli zmeniti. V nekem trenutku bomo mogli reči, zdaj pa bomo to naredili. In takrat bomo mogli vsi vleči v to smer. Ker dokler bomo vlekli vsako svojo, se ne bomo premaknili prav daleč. Tako da, kot inženir, ne, vam povem, da dostkrat čutim frustracijo, ne, ker vidim, da imamo vse za to, da bi nek korak naredili, ne, ampak so druge stvari okrog nas, ki nas bremzajo in nas nam onemogočajo. In tle na tem delu moramo gotovo več narediti. In verjetno bi morali začeti delati na tem, da zgradimo zavest v narodu, ne, v ljudeh, da je to treba narediti, da zato, da bomo to naredili, da bomo morali sodelovati, ne, in da se naučimo, da naredimo tehnologijo tega sodelovanja. To za enkrat. Hvala. Hvala. Mislim, da ste kar nekaj stočen zdaj, katerim se bomo še vrnili. Moram mogoče še ti.
Ja, zdaj, če mi na sekciji razmišljam, kako se mi predstavljamo zeleni prehod, ga vidim predvsem skozi krožno gospodarstvo, katerega v člani pravzaprav živimo že več desetletij. Mi recikliramo, zbiramo odpadno železo in vsi naši člani že po mojem 80 let pa 70 let. In to so tiste krožne zgodbe, ki so smiselne, ki imajo ekonomsko logiko in se zelo tudi tako uspešno odvijajo. Po eni strani so absolutni substitut primarnemu viru in ga lahko nadomešča popolnoma, po bistveno nižjih porabah energije, CO2 emisij in tega. To zgodbe potekajo. Vidim pa, da problem je pa zadrege nastane takrat, ko v bistvu ni ekonomsko upravičljivo se s tem ukvarjati na nekih segmentih odpadkov, katere imamo pa nas silijo v te cilje, recimo. Tam imamo pa že malo večjo zadrego. Tam bi pač verjetno kot družba morali razviti neke mehanizme, da te stvari substituiramo, da se te cilje sledijo, se dosegajo, ampak da se potem iz tega naredi ekonomska smiselnost. Nasploh, vedno, ko govorimo o bolj kompleksnem ravnanju z odpadki, to nikoli ni cenejše, to je vedno dražje. In seveda mi, vsi člani, smo razpoloženi za reciklažo, za zbiranje in predelavo odpadkov in bomo tudi svoj del odgovornosti prevzeli in delali. Takoj, ko bodo vsi ti mehanizmi znani ali pa predvidljivi, je pa tisti strah v nas, da ravno z tem zelenim prehodom Evrope se skriva v resnici kakšna deindustrializacija. In to je pa trend, katerega mislim, da vsi skupaj ravno v tej komunikaciji, kulturi, ki moramo zgraditi, moramo vsi težiti k temu, da preprečimo. Iz preprostega razloga, ker če pogledate najbolj razvita gospodarstva, ki so tudi industrijsko najbolj razvita, imajo tudi najbolj urejeno okolje. In dejansko, ker imajo fond in še se to vse skupaj financirati. In to bi moralo biti vodilo tudi pri našem zelenem prehodu. Jaz sem pripričan, da bomo mi naši te odgovornosti oddelali, kako smo tudi do zdaj. Hvala. Malo bom izvala predstavnika vlade, oba skupaj, tako gospoda Frangeža kot gospod Boldetovo. Omenili ste pravzaprav, da bo to kar en tak kompleksen proces. Treba bo imeti kar dobro skupino ljudi, ki bo sodelovala. Pa sprašujem vaju, ali se je na nivoju vlade, države ta skupina že koncipirala, vzpostavila, že, bom rekla, razpravlja o teh temah, kje smo zdaj tukaj, ali smo zaenkrat samo še na strateških dokumentih, načrtih, ali že imamo neke vizije naprej, se že dogaja nekaj na tem. Najprej se lahko vrnem k temu, kar je... Seveda. Mislim, da se v celoti strinjam s tem, kar je povedal. Glede, mi imamo danes opraviti z dvema velikanskima družbenima potrebami. In to je soočanje z sense of urgency, se pravi, mi moramo nekaj storiti, da spremenimo družbeno realnost. In drugič, sense of opportunity. Vse te spremembe odpirajo tudi celo vrsto priložnosti. Če bomo vsi mi, ne samo industrija, ampak tudi vlada in politika, znanost in širše družbeno okolje, skupnost, civilna družba, razumeli, da absolutno ni mogoče vzdrževati statusa quo, ampak da je tisto, kar nas pelje naprej, pač ta sprememba. Zato sem prej omenil kulturo spremembe. To je zelo, mi smo zelo, kako da rečem, odporni na spremembe. Hkrati pa, da se resnici ljubo spremembe vodijo. Jaz sem star 45 let in moje življenje je ena velikanska sprememba. Ne samo, da sem menil dve državi, nekaj valut in tak naprej, spreminjajo se tudi družbeni redi, v kateri živimo. Vsi imamo že dovolj sprememb, utrujeni smo od njih, ampak na drugi strani, način, kako danes živimo, očitno ni optimalen način naše družbene organizacije. In zdaj, ključ pri spremembah pa je seveda način njihovega upravljanja.
Vi ste strokovnjaki za mnoge industrijske procese, razumete, kako in kje nastaja odpadek, kam ga je treba pripeljati, kako ga je treba predelati, da imate zaključeno verigo in da je ta odpadek ponovno nastane in ohranja neko svojo vrednost in pomen v nadaljnih industrijskih procesih. Jaz sem pa strokovnjak za politične procese, ker sem politik praktično vse svoje življenje. In razumem, da se je treba sprememb lotevati za potrebno delikatnost. Ker da, spremembe sprožajo konflikte. In tudi v tem izzivu ne bo drugače. Danes ste se želeli soočiti z 8. marcem in ste si obetali konflikt. In resnici je ljubo, že stoletja je konflikt gonilo razvoja. Je pa res, da moramo morda zdaj, ravno zaradi tega sense of urgency in sense of opportunity, spremeniti to bolj v kulturo sodelovanja in iti naprej. Zdaj, kako se s tem sooča vlada? Okay, različni nivoji so. Ja, stvari so postavljene na strateškem nivoju in še vedno sprožajo vprašanje. Recimo, prej sem omenjal, na evropskem nivoju je sprejeta odločitev o prepovedi motorjev na notranje izgorevanje do leta 2035, ampak se vsakodnevno pojavlja skupina držav, ki vpraša, smo to res premislili, glede na to, da očitno za to odločitvijo postajamo še bolj ranljivi, da gremo na polje, ki ga bolje obvladajo AD1 Američani in AD2 Kitajci. In tista moja prezentacija je zelo jasno pokazala, s kakšnimi surovinskimi odvisnostmi se pri tem prehodu soočamo, ko je na drugi strani Evropa, made in Germany, nesporno bil nedosegljiv standard narediti robusten, učinkovit in torej vzdržen motor na notranje izgorevanje. Ali smo to zdaj dobro premislili? Pa jaz sem ful za elektrifikacijo, mi je seksi, vse to, rad bi imel električni motor. Ampak, a smo res dobro premislili, še posebej, ko potem pogledaš, da ni čisto enostavna zgodba v smislu ekonomskega in okoljskega odtisa pač enega in drugega vozila. Še posebej pa izpostavljenih ranljivosti, v katere natančno stopiš. To je strateška problem. Še vedno prihaja do odprtih vprašanj. Tudi znotraj vlade imamo mi celo vrsto debat. Jaz moram reči, da smo eno neformalno skupino državnih sekretarjev, MOPE, Ministrstvo za naravne vire, mi, pa mislim, da še finance, sodelovali zraven in GZS. Imeli en čas in smo kar se mi zdi, da začeli utirjati nek napredek. Dogajajo se stvari naravno konkretnih zakonodajnih aktov, prej smo omenili 2, v odmoru smo govorili o ekodizajnu, se pravi, kako koncipirati izdelke, da bodo zagotavljali to trajnost, da bodo čim kasneje postali odpadek, da se bomo spet vrnili k popravilu izdelkov, ne pa takoj, ko bomo imeli prvo težavo s svojim telefonom, ga zavržemo in gremo naprej, ampak dobra novica je, da znate to predelati. Skratka, nivoji sodelovanja so zelo različni, ampak tisto, kar ves čas manjka, zaradi česa nas kar naprej premetava v tej družbeni centrifugi, je, da nismo domislili, kaj pravzaprav želimo. Jaz se oglašam, jaz mislim, da je nesporno, da hočemo zeleni prehod, ker je dober za nas in za prihodnje generacije. Ampak, dajmo znotraj tega identificirati tudi priložnosti in dajmo izgraditi. Hvala. Ja, se strinjam s tem, se pa tudi s tem, da rabimo mogočenega liderja, ki bi znal enkrat reči, zdaj pa dovolj, nekaj se pogovarjati, ampak se odločimo, tako gremo in tako naredimo. Ampak ja, tako je Matevž pač rekel, potekajo določene resorske skupine, bom rekla tudi med resori, ker, kako sem jaz rekla, v svoje predstavitvi se je potrebno dopolnjevati med resorsko pač in tako naprej, ker zadeve gre širše od samo enega resorja. In to seveda poteka, vedno so vprašanja, tudi ko je predsprejet nek akt, so vprašanja kako naprej. Ok, mogoče lahko malo preidem, pa se dotaknem podnebnih sprememb, ko so konec koncev tudi zelo neka stvar, da smo pred dnevi, mislim, da je bilo ponedeljek, dali medresorsko obravnavo podnebni zakon, ki konec koncev je en
zakon, ki pač bi mogel tudi povedati glede podjetništva, pa glede prilagajanja, ne? Treba seveda to prilagajanje potrebno ukrepiti, ne? Ker smo tukaj zelo šibki, bom rekla, tudi na ministrstvu se tega zavedam, smo ukrepili tudi ekipo na tem segmentu, kajti zavedamo se, da je to ključno. To pač, kot sem že prej rekla, nas veliko stalo, pustimo sam denar, tako naporov, bom rekla, izzivov in pa tudi seveda na koncu financ, tako nas kot podjetje oziroma vse skupaj, ker ne bo pokazali, kje smo bili oziroma kje moramo pač zadevo narediti boljše. Tako da ja, to pač konec koncev se dogaja drugi strateški dokumenti, NEPN se zopet prilagaja, kjer smo vsi resorji vključeni, to je z vsemi ukrepi. Verjetno bote rekli, ja, zopet če en strateški dokument, kaj ga pa rabim, se strinjam, ampak nažalost mora imeti tudi država neke stvari strateško napisane, da se lahko po njih ravna. Dogaja se nekaj stvari, seveda si pa vsi tako, kot se Brigitta, želimo hitrejšega mogoče. Mogoče se preveč pogovarjamo pa že toliko časa kam, ne naredimo pa nekih tistih premikov, bom rekla, no. Včasih smo tudi pri nas na ministrstvu že malce tako, no, pa dajmo že, ne, naredimo ključne korake naprej, da bo tudi nekaj vidno razvojno. Pa kaj je tisto, kar vas najbolj ovira pri tem, da teh ključnih korakov ne naredite? Ali je to ta, rekla, toliko nasprotujočih si mnenj, toliko nasprotujočih si interesov, ali tukaj tudi to, kar na čemer gospod Frank zelo poudaril meni, je zelo sedlo v moja ušesa, ta kultura sprememb, ni samo to, kaj bo naredilo ministrstvo, ampak kaj bo vsak od nas naredil, ta kultura sprememb, ne, to, kar ste omenil, Svinčnik mi je nehal pisati, včasih sem zamenjala minco, pa sem ga uporabljala naprej, no, spah se jih imam 5 drugih še pa stran držal. Ja. Ali se na tem tudi kaj dela, bodi si na ozaveščanju, na tej kulturi sprememb, ki bodo po moje glavno gonilo, po mojem mnenju, ne vem, povejte še ostali člani kolegija, se upravičujem, omizja. Ta kultura sprememb morda pomagala pospeševati te zadeve, ker meni se zdi leto 2040 pojutrišnjem. In če še mogoče gospod Vuk še z vašega stališča poveste, naj povem, da tlele Montanja zelo mrši, ki je rekla, da rabi liderja, ne? Ne vem, a ga vabi. Mogoče čisto podzavestno to naredila, no? Mogoče še v tem pogledu kakšno zgodbo, kako ste recimo v Anhovu in Soldenitu začeli s to zgodbo, ker kakor sem slišala, ste kar deleč že. Ja, hvala. Na začetku. A veste, recimo, bom tako povedal, no, recimo primer, mi spadamo cementarna, ne? Cementarne spadajo v te sektori, ki jih je najtežje pripeljati do oglične nevtralnosti, ne? Ne vem, 2/3 naših emisij izhajajo iz surovine in jih ne moramo rešiti tako, da bi zgolj, recimo, ne vem, proizvajali cement z elektriko, ne? Ali pa zamenjali gorivo. Se pravi, moramo gledati, kaj bomo naredili s temi emisijami tudi, ne? Po drugi strani vemo tudi, da če se primerjamo z drugimi temi glavnimi konstrukcijskimi materiali, ne, je z betonom in s tem cementom toliko prednosti v smislu energetske učinkovitosti, ne, da recimo, ker so nazadnje zanihale cene na energetskih trgih, ne, recimo se je prišlo iz jeklenih konstrukcij na betonske konstrukcije. Čisto enostavno, ker je vložek energije v jeklu toliko višji in so morali jeklarji cene bolj dvigniti, kot smo jih mi, pa recimo kot je cena betona. Se pravi, pomembno, ne, mi dejansko ne moramo reči, da bomo cement, če hočemo približno tako živeti, kakor danes, in tudi, če si poskušamo zamisliti na vse strateški dokumenti, ki govorijo o tem, kako bi naj družba izvedla, bomo ta material gradili. Če hočemo mi zdaj ta prehod narediti, moramo dobiti način, da ta CO2 ujamemo, ne, ob tem druge stvari tudi naredimo, ampak na koncu bomo morali ta CO2 ujeti, ga nekam prepeljati in pol ga nekje skladiščiti. To bo verjetno neka začasna rešitev, potem v naslednji fazi bo treba to kot surovino uporabiti in priti v neko krožno gospodarstvo, tako kot je v naravi. Ne? V naravi lahko rastline porabljajo CO2, naredijo hrano za živali, pol pa živali to za energijo uporabimo, ne?
pa spet izdihamo CO2, ki je na voljo rastlinam. Se pravi, nič drugega, kot posnemati naravo bi bilo potrebno. Se pravi, rabimo neko infrastrukturo, kamor bomo to odložili, ker to nima smisla, da za en objekt narediš skladišče. Treba je postaviti logistične poti za to. V našem primeru je tega približno toliko kot cementa, se pravi, moramo podvojiti logistiko. Lahko se bomo srečevali s čezmejnim transportom CO2, tam bo treba zakonodajno urediti, da bo to možno. In porabili bomo dvakrat več energije, kot je danes porabimo, zato da cel ta proces izpeljamo. V tem trenutku bi nas to stalo dvakrat več, kot je cena CO2 na trgih. Če sam rečemo, da je to vse rešeno, da nekdo postavi to infrastrukturo za skladiščenje, da znamo pripeljati to do tja in da je naš problem samo postaviti to napravo, pa zagotoviti energijo, gre za, ne vem, 3 leta načrtovanja, pa recimo, če smo optimistični, 1 do 2 leti iskanja dovoljenja. Ko imamo dovoljenja, naročimo in čakamo za to opremo 2 do 3 leta in pol rabimo še 2 leti za izgradnjo tega sistema. Se pravi 10 let, če gre vse optimalno. In pol je še naslednji problem. Recimo, če vzamem cementarne, približno 200 cementarn je v Evropi. In mi imamo zdaj težave, ko delamo remonte, enkrat na leto naredimo remont, imamo težave zagotoviti ustrezno število ljudi. Če zdaj vse cementarne hkrati želimo postaviti carbon capture, ni virov za to, da bi to naredili. Niti proizvajalci opreme niso sposobni v tako kratkem času za vse cementarne to izdelati, niti ni ljudi, da bi lahko to postavili. Spravi, ne vem, 30 let je zelo malo časa. Prvi bojo v par letih, mogoče, če so že naredili te faze prej, in potem moramo, ne vem, če je 20 let, vsako leto 10 cementarne spremeniti. Niso samo cementarne, so tudi drugi objekti in za vse to bomo rabili izrazito dosti virov. Če smo včasih se napajali iz Balkana, smo iskali tam delovno silo, danes je ta prostor izpraznjen. In tiste delavce, ki dobimo na gradbišča, težko zagotovimo enak nivo varnosti pri delu, zato ker čisto enostavno niso sposobni, tako kot so bili sposobni ljudje iz tistih prostorov, ki so prej prihajali na delo. Se pravi, nas čaka tudi tam, če bomo hoteli to narediti, za te ljudi, ki jih bomo pripeljali, neko šolanje, sprememba kulture njihove, zato da bodo se prilagodili na naš standard varnosti, ker mi enostavno tudi kot družba si ne bomo mogli privoščiti manj kot je danes. Želimo boljše. In te ljudi, ki bodo prišli, bo čisto enostavno bo na nas, da jih usposobimo, da bodo te stvari izpeljali. Tako da, če smo bili vajeni pač v nekem obdobju, ko smo prišli neke revolucionarne čase v smislu industrijskih revolucij, na to, da smo si lahko vzeli več časa, zato smo dobili konsens in tako naprej. Če želimo dejansko speljati to spremembo v teh 20 do 30 letih, bo treba tudi ta proces iskanja konsenza in usposabljanja ljudi in tako naprej izpeljati veliko bolj hitro. Ne vem, sem odgovoril, ali bi mož. Mislim, da ste odprli še zelo veliko vprašanj, oziroma kar nekaj pomislekov se je verjetno vsakmo spodbudilo. Tončka, mogoče lahko še ti? V bistvu, tako kot verjetno vsi, ki imate otroke, si predstavljamo, da bojo naši otroci bolj živeli kot pa mi. To je neka logična predpostavka in želja. Jaz vidim v tej zeleni transformaciji zelo veliko priložnost, tako kot je dr. Vuk rekel. V bistvu že kar sem začela to preko energetske intenzivne industrije poglabljati v te spremembe. Vidim, da je to zelo, zelo velika priložnost in upam, da bo Slovenija našla svoj prostor tukaj, ker če pogledamo
Jaz sem študirala metalurgijo, ne. Mi imamo zelo dolgo zgodovino na tem področju. Proizvodnja materialov ne more biti drugače kot pa energetsko intenzivno, ker so pač take naravne zakonitosti. Imamo zadaj znanje, kulturo in glede na to, da so zdaj te naše industrije se tudi okoljsko prilagodile, kakor so se pač lahko, in z novimi tehnologijami se še bolj lahko, se mi zdi tudi kot zelo velika škoda, da bi se temu vsemu odpovedali zdaj in rekli, industrije pa ne rabimo več. To je eno od vprašanj tudi, kar. Ja, Jure je se že dotaknil tega vprašanja in Antonija. Ali potrebujemo industrijo ali ne? Zdaj, mi bomo v vsakem primeru potrebovali izdelke, ki bodo vzdrževali nek obstoječ ali nov način življenja. Jaz verjamem, da bodo to v perspektivi radikalno drugačni izdelki iz drugačnih materialov, da bomo pri mnogih stvareh te izrazite osnovne neučinkovitosti, recimo stvari za enkratno uporabo, da bomo te stvari začeli resno opuščati, kolikor jih še nismo začeli. Zdi se mi, da je danes naša okoljska zavest bistveno večja, kot je bila še nekaj let nazaj, pa če tudi se to najpogosteje kaže v tem, da ne uporabljamo več plastične vrečke. Cela vrsta majhnih, trajnostnih ravnanj je danes del naših življenj, pa če hočete to ločevanje odpadkov, izogibanje plastenk, izogibanje plastične enkratne embalaže in tako. V vsakem primeru pa bomo potrebovali, tako mi kot drugi deli sveta, nek nabor izdelkov. Še naprej se bomo nekako vozili, še naprej se bomo nekaj oblačili, še naprej bomo nekaj jedli, še naprej bomo v nečem bivali. Ne? Tako da industrija bo ostala. Verjamem pa, da ni industrije, ki ne bi bila močno podvržena spremembam v naslednjih letih. Raziskava, mislim, da je bil PricewaterhouseCoopers, ki jo letno izvajajo, je recimo lani v Sloveniji pokazala, da kar 51% slovenskih podjetij verjame, da podnebne spremembe nanje ne bodo vplivali. In to so seveda postavili v pesimistični kontekst. 51% slovenskih podjetij misli, da se svet ne bo spremenil zaradi tega, torej, da se njihovo okolje in njihov biznis ne bo spremenil zaradi podnebnih sprememb. Jaz sem v tem videl ful dobro novico. 49% slovenskih podjetij ve, da brez tega, da se prilagodijo, ne bodo preživeli. Prazen ali poln kozarec. Jaz verjamem, da bo industrije ostale, ampak da bo se industrije radikalno spremenile. In da ni nujno, da bodo tudi slovenske industrije še naprej proizvajale iste izdelke in na isti način, kot proizvajajo danes. In točno to, kot Vuk je prej to omenil, kaj bomo proizvajali, na to sem meril za svojo prezentacijo. Kaj lahko med temi strateškimi tehnologijami, ki hočejo biti brezoglične, jutri proizvajamo na mesto stvari, ki jih proizvajamo danes. Nam se dogaja nearshoring. V Evropo se vrača cela vrsta industrij, ki smo jih prej 30 let izvažali na Kitajsko in medtem mimo grede Kitajce naučili, da naredijo približno enako kakovostni izdelek na učinkovitejši način. Vsi kitajski avtomobili so izraz tega, da smo jih skozi joint venture naučili Evropejci delati dobro vozilo. Ampak ta nearshoring, veste, na naša vrata, na vrata Ministrstva za gospodarstvo trkajo podjetja, evropske korporacije, ki iščejo proizvodne lokacije. Žal pa je pretežno vprašanje, veste, mi bi delali radi baterije, solarne celice. Skratka, spet govorimo o industrijah, ki bojo samo povečevale energetsko intenzivnost naše industrije, pa kot rečeno, že danes smo nadprečni, ob dejstvu, Tanja, na vašem ministrstvu to dobro veste, da nimamo rešenega prihodnjega energetskega miksa, da še ne vemo, kako bomo zapolnjevali prihodnje potrebe po energiji.
Tako da, jaz mislim, da je ključ pravzaprav v tem, da mi začnemo v svojih industrijah resno razmišljati, se pri tem povezovati po obstoječih verigah, horizontalno in vertikalno. In se vprašati, okay, kaj je za temi znanji, ki jih imamo, za temi procesi, ki jih obvladamo, z našo inženirsko logiko, kar z tega tiče, imamo Slovenci ta nemški način razmišljanja, znamo reševati kompleksne probleme. Ne? Ob tem, da če mene vprašate, imamo še svoj Balkan side, da znamo malo bolj uživati življenje, pa malo mediteranskega fila, pač la vita bella. Skratka, dajmo iz tega svojega kulturnega miksa potegniti najboljše. Poglejmo nabor tehnologij, ki so potrebne jutri, poglejmo, kje smo že danes visoki specialisti in, ja, Jure, v teh vaših industrijah smo že danes med boljšimi v svetu, drži. Tudi naše energetsko intenzivne industrije so danes med boljšimi v svetu, ker ste znali dosedanje tehnološke spremembe izpeljati na način, da je to vključevalo vaš avto. Pa vendar vsako spremembo v industriji zahteva svoj čas, svoja dovoljenja, svoje ponovno nove kadre. Kje smo spet tukaj? Tukaj imamo kar hude težave. Tudi, bom rekla, če smem, Jure, branžna industrija, odpadkarska industrija, dovoljenja, pridobivanje dovoljenj, poteka počasi, se zapleta. Prostorske umestitve v prostor so izjemno naporne. Veliki izzivi so pravzaprav pred nami. Kaj se tukaj da storiti? Kje smo tukaj? Digitalizacija se da storiti, oprostite, Tanja. Jaz nimam pojma, kako potekajo ti procesi, s katerimi se Tanja veliko krat ukvarjam in hvala za vso pomoč, ki nam jo potem zagotavljate, da smo lahko kdaj hitrejši. Ampak digitalizacija se dogaja. Meni je recimo proces in projekti, ki ga vodijo na Ministrstvu za naravne vire in prostor oziroma v geodetski upravi zelo pomembno. Veste, da imamo e-prostor in da je ta prostorska zbirka ena najboljših na svetu. Zdaj dodajajo ravno financiranje iz nacionalnega načrta nove lejenje podatkov, e-narava, e-voda, e-biodiverziteta in kaj je še pač teh hodnih podatkov. Zdaj, v idealnem svetu, in oprostite, na te stvari se res slabo spoznam, včasih pa je dobro pogledati te stvari iz distance. Če imamo kakovostne podatke, lahko jutri naredimo AI vmesnik, da bomo na tip z pritiskom tipke na našem tipkovnici dobili osnutek okoljevarstvenega dovoljenja ali gradbenega dovoljenja. Jaz verjamem, da bo kdo mogel to pogledati, da bo potreben človeški vidik, ampak jaz vidim v digitalizaciji velikansko priložnost, da skrajšamo te postopke. Ti zmajo z glavo, tam se smejijo, Smeji se kolegica, ki je delala dovoljenje, tako da verjamem, da se smeji, ker vemo, da se strijo. Ampak, ja, hvala, da si začel, ja, tudi mi smo v tem procesu digitalizacije, to, kar smo mi na skupnem ministrstvu in se tudi vključujemo, seveda, da smo z novo sredstvo pridobili, mislim, da je z novo pridobili sredstva za digitalizacijo. Mogoče bi se sam vrla nazaj, tak proces digitalizacije dovoljenja je potekel na Agenciji za okolje leti nazaj. Ne bi povedala, koliko denarja smo dali iz podnebnega sklada, ker mogoče bi kjerga tudi kaj začeli glavo poleti. Ampak ja, veliko denarja še za to, ampak na koncu nismo dobili digitalizirane odločbe, kakršnega želja in izziv. Dobili smo kar nekaj podatkov, ker so jih pač uspeli iz dovoljenj, ki so še vedno v papirnati verziji, napisati v bazo, kar je tudi zelo pomembno. Kar pa zdaj delamo, to, da pač želimo informatizirati vlogo. Ta vloga ne bo več isto papir, ampak da bo vlagatelj dal preko informacijskega sistema, da ga bo vloga, mislim, da ga bo priznajmo si, da so tudi vloge, izno tako rekla, to se z Tončko skozi pogovarjamo, da so tudi nekatere vloge izredno slabe. Verjetno prišlo do tega dejstva, čakam 2 leta, boj že kar list papirja oddam, pa bom vsaj 2 leta čakal. Ko bom prišel pa na vrsto, so te biti z mano ukvarjali, ampak ja, to tako je, to je dejstvo. In tako, ko smo tudi vsi skupaj gotovili, to je ena stvar, druga stvar pa je, da so vloge čezdalje bolj kompleksne, da pač ne govorimo več o nekih majhnih podjetjih, o nekih mehkih procesih, ampak o velikih procesih, ki se dogajajo in da pač take vloge terjajo tudi neko odgovornost uradnikov,
ki se pač tega lotevajo, tako da nekega, kaj ne rečem, skupinskega dela, ker ni več samo na odpadkih, ampak je skupinsko, so jede dovoljenja, kjer terajo veliki angažma različnih sodelavcev, ne, za področje, ne vem, odpadkov, voda, zraka, ne, vsi morajo pogledati. Druga stvar pa je, da iščemo načine, na kakšen način bi v bistvu pohitrili, tako skupaj z gospodarsko zbornico, kot mi sami. Tako da jaz kljub vsemu menim, da bo digitalizacija k temu tudi pripomogla in pač srčno upam, ker je to res en projekt, ki ga peljemo zdaj do leta 2026. Tako na postopkih predhodnih presoj PVO, CPVO, kot tudi na integralnih dovoljenih. Ker so pač te baze zdaj vsake posamične, ne danejo nam skupnega odgovora in na koncu mogoče, Matej, že tudi pridemo do nekih vsaj izsekov, ki nam bodo pomagale na koncu priti do dovoljenja. Težava je, ko dovoljenja niso enotna, na enak način pristopamo tako, ampak ok, ne bom zdaj s tem govorila tukaj, ampak ja, tu so izzivi. In jaz sem sigurna, da pač lahko s tem, ko bodo vloge tudi digitalizirane, po elektronski vlogi vse, da bo tudi zakonodaja tako, da ne bo več papirnate verzije, da bomo s tem pohitrili postopke, kajti upravljavca ne bo spustili skozi postopek, koliko pač vloga ne bo popolna. Tako da mislim, da bo manj dopolnitev, manj teh, ker če bi zdaj pogledali vseh, ne vem, 2000 vlog, ki imamo na ministrstvu na IED postopku, bi lahko rekli, da je kar velika večina takih, ki rabijo ful, bom rekla, dopolnitev, ker sploh formalno popolna ni, ne, v prvi vrsti, potem še strokovno, ne, druga stvar pa je taka, da tudi upravljavci sami zaradi, pač vse te spremembe zakonodaje, zaradi izvajalcev izhodiščnih poročil, nimamo strokovnih sodelavcev na drugih inštitucijah, ki bi bili sposobni tako hitro vse poročila pripraviti in tako naprej. In zato tudi se zadeve tudi za 1 leto odmikajo. Tako da tukaj je sklop večjih deležnikov, ki seveda na koncu, ne rečem, da ministrstvo ni krivo, pripelje do tega, da pač na koncu dovoljenje 1 leto po 2 leti. Ampak tako da jaz vse menim, da tudi z nekimi izobraževanji, ko bomo zdaj skupaj s gospodarsko zbornico pripravljamo, da tudi s tem lahko neke stvari, bom rekla, pripravimo do te faze, da se tudi pohitrijo. Ampak ja, tukaj so dolgotrajni procesi, nič ne danes do jutri, se pa strinjam, da pač so tukaj veliki izzivi, ki nas čakajo. Jure, si še želel? Ja, prej smo se nasmehnili, ker mi smo ravno kar za potrebe lažjega pridobila dovoljenja zaposlili inteligenco, ni še umetna, ne? Nam bo pomagala, da bomo v tem pristnem času čim prej prišli do vseh dovoljenja. Jaz mislim, še en problem imamo, mi Slovenci, da mi smo tako zelo resno stvari vzamemo, ne? In ko pride do teh upravnih postopkov, si dejansko ogorčamo življenje do konca, ne? To so, recimo, naša poljska dovoljenja so taka, da pišemo, to je specifični stroj, za specifično produktivnostjo, za specifično blagovno znamko in tako naprej, ne? Dejansko, ko češ 5 let obnoviš, po 4 leta obnoviš ta stroj, hočeš od istega proizvajalca drugega kupiti, ne, je ta začelo naenkrat 30% bolj zmogljiv, ne, ker je skoro svet naprej, ne. In zdaj imaš še nekaj težavo, ne, ker bi obvestil v opravljeno dovoljeno spremembo, ki povečuje produktivnost in potencialno večji količine grobe, ne. In si spet v slepi ulici, ne, in sami sebi dejansko skozi dajemo špik za vrat, ne, in tu bi si mogli malo vsebinsko govoriti. Dajmo se kakaj stvari olajšati, dajmo gledati gost, ne drevesa, ne, tako naprej, ne. To je tisto, kar vidim. Potem bo pa tudi umetna inteligenca možno na knofu, ko bomo tu poenostavili, ker če tega ne bomo, poli mnogo, ne. Če je samo dovoljeno, ne, pa je valjda, da se ne bom proti celi dvorani boril. Ampak dajmo digitalizacijo, ne, ker to je, veste, dvojni prehod, zeleni in digitalni. Dajmo digitalizacijo ne razumeti kot spremembo medija, ker je digitalizacija sprememba procesa in predvsem zamejevanje človeškega faktorja v teh procesih, ker očitno smo pripeljali tehnološki razvoj dovolj daleč, da lahko algoritmi pomembni del stvari brez tveganj korupcije, drugače pogojenih preferenc in tak naprej, opravijo na relativno kakovosten način. Ne pravim, da zamenjajo človeka in človeško presojo v tem procesu. Lahko pa polje te človeške presoje bistveno skrajšajo. In zato, veste, meni je pomembno, na ta način skušamo mi delovati na Ministrstvu za gospodarstvo, ko se lotimo zakonodajnih in drugih sprememb,
Mi ne pišemo osnutka zakona, mi si narišemo shemo, kakšen načrt, kakšen design proces pravzaprav želimo skozi uveljavljanje neke spremembe. In se mi zdi, da je že to bi bila zelo pomembna kulturna sprememba v tem, kako načrtujemo javno politike. Samo mogoče še, če lahko sam kratek repliko ali pa ne repliko, no? Kratek še na ta upravne dovoljenje. Mislim, zakaj so na koncu dovoljenja dolga 100 strani? Ne? Pripeljalo nas je ena, to tudi sodišča in njihova sodna praksa, ne? Pač, dajmo se priznati, vsakeč, ko vse moramo imeti stokrat obrazloženo, ker druga zadeva takoj pade, ne? Tako, sam to ne opravčilo ministrstva, ampak tudi to. Druga stvar, pa zdaj bom rekla, čez ministrstvo so pa inšpekcije, ne? Ali pa vsi skupaj smo mi kot družba, če nimamo vsega napisano, tako kot smo prej pri kosilu govorila, ne? Dajte nam še to, pa to, pa to, pa to. Če nimamo vsega napisano, ne znamo očitno delovati. Ne? In tudi tukaj je en pomemben segment, ki tudi nas dela preveč dolge, bom rekla na ministrstvo, ne? Kajti na koncu, na podlagi dovoljenja pride inšpekcija do upravljavca in ga samo na podlagi dovoljenja preverja situacijo, ne na podlagi zakonodaje, uredb in tako naprej, ki so mogoče ena na ena prepisane v zakon, ne? Mislim, v dovoljenju se pričujem. Tako da tukaj, to, kar si pač ti izpostavil, Jure, ne, se strinjam, da je pač tudi premislek o tem, kaj vse pisati in zakaj pisati, ampak velikokrat se postavimo, da moramo zaradi nekih sodnih praks, ampak ok, ja. Tudi tukaj se zdi, no, to sem še želela povedati. Hvala, Tanja, še gospod. Ja, jaz bi se navezal na te dve zadeve, digitalizacija in to, kar je Tanja zdaj zadnje omenila. Jaz tudi razumem digitalizacijo ne kot prehod na nekaj, kar bo v elektroniki se dogajalo, ampak sprememba procesa. In zdaj, če si zamislimo, da kot družba želimo pač delovati bolj kompleksno, se pravi, da gremo na nek višji nivo, ne? In po številu nas ne bo več, kot nas je danes. Se pravi, enih stvari se bomo mogli odločiti, da jih ne počnemo več. Ne? Zato, ker sicer lahko najprej podaljšamo delo z 8 na 10 ur, pa nekje se bo to ustavilo. A veste, ne vem, v gimnaziji sem jaz hodil v gimnazijo, ne so moji učitelji jamrali, da nimamo več latinščine. Da to je pa res bil super predmet, ki je krepil logično razmišljanje in tako naprej. Ampak nimamo več zato, ker enostavno v današnjem svetu imamo druge stvari, ki se jih moramo učiti. In jaz verjamem, da tudi v teh postopkih, ne, je treba iti skozi in reči, no, to pa res nima smisla, da tle skozi to preverjamo, ne, ker je pač, ne vem, en pooblaščen inženir to naredil. In tle pridemo pol pa do problema zaupanja, ne, ki, moram povedati, jaz sem zdaj spremljal že par let en Prosperity Index, en angleški inštitut objavlja za 180 držav. In tam je Slovenija kar dobro uvrščena, mislim, da smo tam okoli med 25 in 30 mestom. Ne? Ampak na nekaj točkah smo pa izrazito slabi, smo pa uvrščeni 100+. In vse te točke se tičejo zaupanja. Zaupanja do sosedov, tujcev, inštitucij, vlade. In potem imamo prenormiranost, zato ker mi zdravimo nezaupanje z več zakoni, z več pravili. Kadar enkrat narediš zelo kompleksna sistem pravil, noben več ne razume, kaj res velja. In pol je logično, da ničemur ne zaupamo več, ker tudi sodna praksa pride do tega, da 10 let rabimo za to, da spoznamo, kaj prav je bilo tam, ali je bilo prav, ali ni bilo prav. In izrazito slabi smo po samomorilnosti, po krvnem tlaku, po čirnem želodcu. Se lahko sem vprašamo, zakaj. Mi si smo sposobni toliko zagreniti življenje, ne, da na konec pač ne moramo več tega prenašati. Ker sem bil še mlad inženir, ne, sem enkrat smo zaganjali eno linijo, ne, in je bilo potreba, se je pokazala po eni novi analizi, ki bi bila izrazito pomembna za to, da mi prav peljemo proces. In sem prišel v laboratorij in so mi rekli, mi ne moramo tega delati, ker smo totalno zasedeni, niti 5 minut časa nimamo več. In bolj sem se usedel z šefico laboratorija
sem rekel, naredite mi spisek, kaj vi delate. En teden naredite vse postopke, ki jih peljete. In so mi to naredili in pol sva skupaj 30% teh stvari izčrtala in nikoli ni noben več vprašal za tisti podatek. Kar naenkrat je bilo več kot zadosti časa za izvajanje teh analiz, ki smo jih nujno rabili. In jaz verjamem, da je potrebno to digitalizacijo izkoristiti tudi za to, da naredimo eno radikalno prečiščenje tega, kaj v družbi mislimo, da je pomembno in kaj počnemo in kaj ne bomo več počeli, ker nas čakajo drugi izzivi. Hvala. Tončka, koliko se kaj slovensko gospodarstvo že obrača na gospodarsko zbornico v zvezi z vprašanjem zelenega prehoda? V bistvu v prvih vrstah je cementna industrija, industrija jekla, aluminija, kemija. Lahko povem, da kemija zdaj dela po navodilih Evropskega združenja CEFIC en pregled, tako da bo pregled slovenske industrije vključen v širši pregled evropske industrije. In v bistvu smo dobili navodila od CEFIC-a, kjer gledamo na to, kakšna infrastruktura je, kakšen je dostop do energentov, kaj načrtujejo podjetja, kaj zdaj uporabljajo, kakšno tehnologijo vidijo v prihodnosti. In CEFIC je poudaril, da zeleni prehod temelji na krožnem gospodarstvu, kemija že vidi priliko v zajemanju CO2, skupaj z vodikom so to gradniki novih kemikalij, potem elektrifikacije, proizvodne toplote, seveda pa ta elektrika mora prihajati iz nizkoogljičnih virov. Nas zelo skrbi ta program NEPN, ker se bojimo, da so podcenjene potrebe po energetiki, ker če pogledamo svetovne ocene, vsi načrtujejo, da bodo potrebovali od 3 do 4 krat več elektrike kot do zdaj. Naš NEPN je pa zelo skromen na tem področju, še posebej z vidika potreb industrije. Tako da se dela, vidimo, da je treba združevati sile, skupaj delamo z evropskimi industrijskimi združenji, ker imajo tudi več resursov in v bistvu je smiselno, da cela evropska industrija tu skupaj deluje in ima skupne cilje in da v bistvu določi, kam želi priti. Še nihče pa ne razmišlja, da bo moral svojo proizvodnjo umakniti iz Slovenije oziroma da bo mogel prenehati, menjati svoj proizvodni program? To bi težko, v bistvu vsi upamo, da bo šlo naprej, vemo pa, da se čas izteka in da v bistvu bo treba te premike enostavno narediti. Najprej tudi zeleni dogovor pravi, da bo te premike najprej naredila energetsko intenzivna industrija, ker jih more, ker v bistvu, če bo energetsko intenzivna industrija to naredila, bo potegnila ves svoj ekosistem storitev, proizvodov, ki jih potrebuje za delovanje, potegnila tudi za sabo. Rabimo pa podporo, ali bomo imeli dovolj virov energije, predvsem elektrike iz nizkoogljičnih virov, kakšna bo infrastruktura, kje bomo dobili kadre in če pogledamo to metodologijo, ki jo Evropsko združenje CEFIC ponuja, oni gredo, sistematično smo morali opisati vse te stanje in plane za prihodnosti pri nas. Te plane, to, kar ste popisali, boste izmenjali s državo, da bo lahko to upoštevala pri svojih, rečemo, dokumentih, pripravi dokumentov
Gotovo. Mislim, sej zato to delamo. Mi smo v bistvu tudi samo iniciativno naredili eno anketo zdaj med industrijo, kjer je bil zelo dober odziv, zato da bi sploh določili, kaj industrija potrebuje, kako premišljuje za naprej, ker v bistvu zbornica je toliko učinkovita, kolikor ima dejanskih argumentov od svojih članov. In v bistvu smo, glede na odziv, tisti, ki ste se odzvali na anketo, hvala lepa, s tem smo vsi močnejši, ker na koncu moramo imeti argumente. Hvala. Mogoče še kakšno vprašanje, kakšno mnenje strani publike? So kar. Hvala, Kristjan Likova sestavljamo. Brigita, sem te pisal, čez celo to razpravo, sem nekaj prej priložnost, da smo zdaj skrčili svoje izsledke ali pa svoje nekaj razmišljanja, 3-4 ključne stvari, ki bi jih želel poudariti. Zeleni prehod, krožno gospodarstvo, seveda krožno gospodarstvo osnova, tudi pri nas, ja, smo sami še povedali, primarne proizvodne več ni, ampak smo se prilagodili, se pravi še vedno zdavno uspešno podjetje, ki proizvaja aluminijeve produkte v istem obsegu. Povečujemo delež recikliranega aluminija v naših produktih, vendar le pa bi poudaril to, ni bilo morda čisto eksplicitno rečeno, da je potrebno razmišljati pri zelenem prehodu tudi pri glede proizvodne materiale. Zdaj, proizvodne primarnega aluminija v Sloveniji več ni, in tukaj mislim, da v Sloveniji ne bomo imeli priložnosti pokazati svojih dosežkov, zato ker bo ta proizvodna preseljena v tretje države. Jaz zgolj, če povem z primera aluminijeve industrije, zato ker smo zaustavili proizvodno primarnega aluminija, smo že v naslednjem letu oblični odtis naših produktov povečali za več kot 2-krat. Ne govorimo o procentih, ampak govorimo o faktorjih. To pa zato, ker je tudi drugje v Evropi so teritorize zaustavljene in smo primorani primarni aluminij kupovati iz tretjih držav. Tako da moramo misliti tudi na to pri zelenem prehodu, da seveda pravimo ohraniti proizvodno primarnih materialov. Zakaj? Zato, ker je sekundarnih materialov premalo. Glede na potrebe po materialih, to si aluminija, tako je tako pri cementu in papirju in ostalih materialih, so potrebe večje, kot je tega povratnega krožnega materiala. Zakaj? Zato, ker je življenjska doba dolga in se prepočasi vrača v ponovno uporabo, in pa zato, ker so zahteve naših kupcev toliko striktne, da moramo kljub temu še velik delež primarnih materialov uporabiti pri proizvodnji naših produktov. Isti stavek, ko bom ga zdaj povedal, sem ga lani povedal na tej konferenci, zelenega prehoda ni brez investicij. Se pravi, mogli bomo investirati, zato pa rabimo, po eni strani denar, financiranje in pa neko poslovno okolje, ki bo to omogočalo na naše situacije, na vloge in pa na reševanje teh postopkov, v katerih je bilo dovolj govora. Navežem se na to tudi, kar je gospa Cerar povedala, da tehnično znanje imamo, denar, ljudje, energija, kot je gospod Vuk rekel, nujno potrebno, to so velika tveganja za podjetje. Pred časom smo se vprašali, ali spremljamo ESG tveganja ali pa trajnostna tveganja, pa nismo bili sigurni ali ne. Zdaj pa, če vas vprašam, ali je kdo med vami tak, kjer kadrovsko tveganje ni med top 5? Jaz mislim, da nas ni. Torej, imamo trajnostno tveganje. In pa, kaj si želimo? Tehnično znanje imamo, da bi vse to imeli, ne potrebujemo nobenih privilegijev. V Sloveniji potrebujemo enakovreden konkurenčni položaj, se pravi pogoje za enakovreden konkurenčni položaj. Gospod Strangiš je rekel, smo malo rigidni, nismo čisto fleksibilni. Drži, pa še več kot to. Včasih celo delujemo proti sebi. Probamo industrijo postaviti v neenakopraven položaj s ostalimi proizvajalci v Evropi. Tretja točka je bil govor o ekodizajnu. Samo za primer povem, če
pred 8 leti nismo dobro razumeli trajnosti, pa kako trajnost komponirati v naše izdelke, se danes pogovarjamo z istimi sodelavci, kako bomo mi brendirali naše produkte v smeri trajnosti. Spravi, da bomo mi postavili blagovne znamke z neko trajnostno karakteristiko, ki bo imela večjo dodano vrednost. Nacionalni energetski podnebni načrt, nujno, rabimo ga in rabimo dobro sodelovanje. Zakaj? Zato, ker je od tega, kar bo v nacionalnem energetskem podnebnem načrtu in pa v realizaciji tega podnebnega načrta, od tega odvisen naš razvoj. Tako se bomo mi razvijali in pa, tako bomo se razvijali mi in pa naši partnerji po verigi navzgor, naši dobavitelji, po prejemu, tako naprej, da vemo, v katero smer iti pri novih investicijah, katero prejemo vgrajevati. Morda še pomeno to, podnebne spremembe, tistih 51%, to me ne čudi. Ne čudi me pa zaradi tega, ker so podnebne spremembe, vplivi podnebnih sprememb so na zelo dolgi rok. Kratkoročni vplivi so 15 do 30 let. Danes, vsakemu izmed nas je malo, da ne samo umevno, da ko pritisnemo stikalo po luč zagorelo. Tudi samo umevno je to, da lahko imamo svoje črpališča, da imamo dostop do pitne vode, do tehnološke vode in tako naprej. Ali bo to čez 50 let, morda ni toliko samoumevno. In to je tveganje podnebnih sprememb, ki jih lahko prinese. In pa še morda samo komentar na to, kar je Točka rekla, ja, energetsko intenzivna podjetja morajo narediti premik, tudi mi smo energetsko intenzivno podjetje, bivše, moramo potegniti ta voz. Jaz verjamem, da energetsko intenzivna podjetja so veliko dela že opravili. To ne pomeni, da smo končali, to pomeni, da nadaljujemo, ampak mislim, da energetsko intenzivna industrija gre v tej smeri in da veliko dela že naredila. Da to bi bilo masterija. Hvala. Lahko en komentar. Hvala, ja. Gospod Kristjan, ja, podnebne spremembe čutimo na dolgi rok, če slučajno ne živimo ob Savinji ali Nežni. Skratka, podnebne spremembe imajo zelo veliko izrazov in bojim se, da se bomo z lanskimi sušami, letošnjimi poplavami vsakodnevno srečevali pa z enim od njihovih izrazov. Spomnil sem se med to debato, pa ker je ravno z aluminijem povezano. Jaz sem bil pred leti na Kitajskem v eni od najrazvitejših industrijskih regij, severno od Pekinga, kjer imajo tudi podoben proizvodnjo aluminija. In sem vprašal tam tiste Kitajce, kaj oni delajo za to, da povečajo energetsko učinkovitost te industrije. Jaz sem pričakoval odgovore, kaj so v tehnologiji prilagodili, zamenjali mogoče energente, kaj pa vem kaj. On pa mi začne Kitajček razlagati o tem, da so zraven tovarne aluminija postavili avtomobilsko tovarno. Zakaj mi to govorite v kontekstu povečanja energetske učinkovitosti? Oni so dodano vrednost industrije radikalno spremenili s tem, ko so zraven proizvodnje aluminija začeli proizvajati še avtomobil, ki rabite aluminij. In poraba električne energije na ustvarjeno vrednost je velikanska razlika. In mogoče nas mora to motivirati k spremembi. Kaj lahko ob tem, da smo specialisti pri proizvodnji in razvoju novih materialov, kaj je komplementar, kako lahko svoje industrije upgradeamo, zato da bomo ustvarili boljšo vrednost in na ta način povečali svojo energetsko učinkovitost. Hvala. Še mogoče kakšen komentar iz strani publike? Tanja, lahko mogoče še kaj pokomentiraš? Energetski podnebni? Če bomo prebral. Črt? Mislim, ne, težko ga komentiram, ker vem, toliko, ker vem, da je v nastajanju, da še sploh ni šlo, mislim, da je to malo dolgoročni proces, bom rekla, da se trenutno sodelujo vsa ministrstva vsi resorji so vključeni v to, da se pripravi neka sprememba in se seveda potem tekom javne obravnave. In tudi GZS. In tudi GZS, seveda, vsi deležniki, ne samo državam, ne samo državne inštitucije, tudi ministrstva, tudi vsi ostali, se seveda pripravi. Ne vem pa časovnice, nisem pripravila, ker nisem vključena v sam proces, tako da težko to kaj bolj komentiram.
Hvala. Mogoče še en tak malo provokativno vprašanje. Prej sta oba omenjala to, da je zelo dobrodošlo oziroma da je bo potrebno močno sodelovanje tako strokovnega kadra, kot upravnega kadra, kot politike, da bomo prišli, bom rekla, čim lažje, čim hitreje do cilja tega prehoda v nizkoogljično gospodarstvo. Pa vendar je potem gospod Vuk rekel, da se dostikrat zgodi, da so v vlogah predložena strokovna mnenja, ki jih delajo strokovnjaki, poznavalci, pa vendar se potem v taka strokovna poročila vzpostavi dvom. Kako bomo pravzaprav tega bika, če smem temu reči, zagrabili za roge, ker dejansko, verjetno lahko vsi potrdite, kad delate vloge, imamo s tem kar precej težav. Ko predložimo v vlogah strokovna mnenja, bom rekla, res pooblaščencev, ki naj bi bile podaljšana rokam, smo rekli včasih ministrstva, potem se porajajo neki dvomi. Ampak, a misliš tukaj dvom strani upravnih organov ali dvom strani zunanjih ali temu tudi lahko botruje dvom zunanjih inštitucij, oziroma rečemo nevladnih organizacij, da se tukaj pravzaprav s česa ta dvom nastaja, zakaj do tega prihaja? Prej je Tomaž tako rekel, da se moramo tudi vprašati, ko dobimo vse te vloge, in ko že na neke strokovne inštitucije ali kdorkoli predloži neke stvari, da jih mi dejansko, mislim, da imamo takšno zaupanje kot inštitucija, kot ministrstvo, če rečeš, da samo poklukaš stvari, da je čisto karikiral, in se ne sprašuješ vedno o tem, ali to resnično je, oziroma zahtevaš še dodatna pojasnila, Mislim, veste, ško rečem, ne vem, ko sem prišla lani, mislim, na ministrstvo, kaj se v teh letih, zakaj do tega prišlo, smo se pa tudi mi čez to, ko se pogovarjamo, kako skrajšati čakalno vrsto dovoljenj, so tudi tem spraševali, kaj vse bo otrovalo temu, če hočeš, da smo prišli do tega, da vse preverjamo, da ničesar ne verjamemo in so te dopolnitve takšne, da ni več to na pol strani, ampak da je to, ne vem, 70 strani na koncu. Ne vem, težko rečem. Delamo v skladu, delamo tudi to, ko pripravljamo zakon o varstvu okolja, tudi to gledamo, kje je možno, dovoljenja ne dati, mogoče se samo evidenco opisati in tako naprej, ker je ena zakonodaja in tako naprej. Govorimo o njih, radi bi ločili lažje postopke, pa ne bi zdaj to potem več, ker je še po diskusija, in pa težje bolj kompleksne. Kompleksni postopki so seveda IED, pa se ve se obrati, temu moramo posvečati, verjetno, Tončka pa še kdorkoli imamo tukaj strinjo, da temu je treba posvečati pozornost. Medtem ko manjši objekti, karkoli, bi pa lahko verjetno tudi brez dovoljenja, ena zakonodaja, jih uspeli seveda inšpektorji pogledati tako naprej, da bi imeli ta nadzor, in sploh dovoljenja ne bi potrebovali. Razmišljanje je v to smer, da poskušamo tudi s tem, ne na račun okolja, seveda, ker smo imeli ministrstvo za okolje, na ta račun v bistvu skrajšati oziroma, bom rekla, ne vem, dati stvari stran, ki niso nujne potrebne za to, da okolje bolj deluje, pa da okolje bolj zaščiteno, če hočeš reči. Ne, če sem se prav izrazila, ampak to je ključno vprašanje tudi pri procesu spremembe zakonodaje, ki se bom rekla, v kateri se zdaj pogovarjamo. Hvala. Zdaj bom pa vsak od vas dala še priložnost za zaključenje misel. Gospod Vuk, boste še komentiral? Ja, to sem hotel v tem kontekstu, ki je Tanja zdaj govorila. Jaz mislim, da bi morali tudi v teh postopkih razmišljati na način vitke proizvodnje. Tam je eden od osnovnih stvari, je, da enega dela ne upravljamo dvakrat. In da dejansko spostavimo quality assurance, neke verige. In zdaj, če veš, da pač nek dobavitelj zagotavlja ustrezno kakovost in da tisti podatek, ki od njega dobiš, da mu lahko zaupaš, pol se s tem ne ukvarjaš več. In po mojem je tukaj velik potencial za to, da lahko te postopke pohitrimo. Seveda pa je normalno, da je treba zagotoviti, da dejansko tisto poročilo, ki mi bolj ti verjameš, da je narejeno prav.
Tako da tle se mi zdi, da je neka pot, ne, ki jo bomo morali narediti, ker na koncu moramo tudi vedeti, ne, da s temi postopki se načeloma ukvarja tisti najbolj izobražen del populacije neke nacije. In če se ukvarja s temi postopki, pač ne more skrbeti za to, da bi ustvari dodano vrednost kje drugje. To je velika škoda. Mogoče samo na kratko še, ker mi je bilo prejšnje zvano, ne, mislim, tudi ta druga stran, bom rekla, zaupanje, to zelo pomembno, ne, zunaj države, tako neke države, pač je ključna, ne, neki so pa pač, bom rekla, ta civilna družba, ne, in mi imamo kar veliko težav raznih dovolenj, ne, ki pač, bom rekla, ali napišeš tako ali drugače, že naprej veš, da bo pač na sodišču pisalo na koncu, ne, ker se pač ne strinjajo, ne. In to nezaupanje smo tudi pripeljali vsi skupaj verjetno do neke točke, da na koncu, ne, tudi če strokovnjaka želimo pridobiti strani fakultet, strani pač njegove, ki je to, mislim, neodvisni, kako ne rečem, ne, je zelo težko, ne, ker se ne želijo strokovnjake več izpostaviti, ne, ker ne želijo, to so izvedenci predvsem, ne, v nekih naših mnenjih, kjer so pač, ne vem, kjer jih rabiš mogoče, da ti še razjasni neke stvari, ampak dejansko ne želijo sodelovati, ker se pač ne želijo izpostavljati, ker oni vedno razmišljajo, v tujini nekaj pomenimo, cenijo nas, ne, cenijo naše znanje, naše izkušnje, ko pridemo na slovensko stran, ne, v Sloveniji smo vedno diskriminirani in vedno govorimo, dajmo tujce pripeljati, ker njim bolj zaupamo, ne. Tako da to je neka splošna fama, sem naredila, ne vem, kdo je kriv za to, pa kako lahko popravimo nazaj, ampak dejansko je zelo prisotno. In tudi ta nezaupanje, če se sam navržem na dovoljenja in na to, ali vse pravilno smo vse napisali, se potem konec koncev vprašati tudi dol po verigi do naših uradnikov. Ker uradnik, ko se na koncu podpiše, pač je odgovoren za to. In zdaj ne želim izpostaviti nobenega, ampak ko se zgodi neka nesreča, ne, pač kjerkoli, in se res moram priznati, ko se zgodi nesreča v Melaminu, ne, uradnica, ko pisa dovoljenje, je bila, mislim, skoraj na bolniški, ker se je sprašvala, kaj narobe naredila, da je do tega nesreče prišlo. Jaz sem želela, nisem nima več kaj. In se dejansko vzameš to kot, ne vem, kaj si naredil narobe, kje je pač tista točka bila, ki sem pač, ne vem, narobe napisal, da je prišlo, ne. Ampak to se pač posledično potem iz tega vidika verjetno, ne, smo tudi na strani organa potem bolj nezaupljivi, želimo še 3-krat preveriti, 3-krat bolj napisati in tako naprej. Ampak vsa ta družba, pa ne, da bi želela se kaj iz tega izvid, ampak vsa ta družba, pa vse to razmišljanje se pripeljalo do tega, no, vse je smiselno. Ampak to je treba presekati, je pa težko. Hvala. Mogoče še vsak nek zaključni stavek. Jaz se bom kar navezal na to. Zdaj, mednarodni inštituti imam vsako leto meri, kaj so megatrendi, ki povedujejo, v oglaševalskih strukturah na svetu. Že vrsto let ugotavlja, da je svet globoko v krizi nezaupanja. Če smo si izmislili v sistemu nekega pooblaščenca, izvedenca, je to verjetno zato, ker predpostavljamo, da njegovo znanje, njegova integriteta, neodvisnost in tak naprej predstavlja točko zaupanja v postopku, zato da ni verjetno v detajlu državi in upravnem organu potrebno pač preveriti in na drugi strani, da je pot do dovoljenja poenostavljena tudi industrija. Zdaj, jaz predlagam, da spet usposobimo in povrnemo zaupanje v te točke zaupanja in te točke zaupanja so v sistemu različne. Dejstvo pa je, da bo tudi industrija morala med sabo očistiti in prečistiti tiste prakse, ki pač niso v ponos, torej, da bo tudi industrija znala sama izločati grde račke, ker težava pri zaupanju v pooblaščence je znano reklo, da se da v tej državi vse kupi. Tako da, ja, restauracijo družbenega zaupanja potrebujemo, do tja vodi, da se strinjamo v viziji, kaj želimo, da ta država postane in po mnogih vidikih je ena od najbolj trajnostnih držav na svetu, ker brez tega zaupanja niti pod razno, da nam ta amerikanski družbeni podjetij stoji. Hvala. Ja, jaz bi se res globoko s tem strinjal. Jaz mislim, da to zaupanje se mora izpostaviti za neko transparentnostjo in dejansko, da si pač ti grdi rački izločajo v postopkih razvoja. Ni pa seveda vprašanje, kako da tja priti. To je kren proces, ni enostavno, to verjetno rabiš tradicijo, pa
pa smele voditelje in tako naprej, da je to možno ta preskok narediti. Mogoče bi pomagalo, če se nekaj stvari olajšamo, da dejansko poskušamo digitalizirati postopke, da so ponavljajoči, ali pa damo pooblaščencem vloge, da naj oni te vloge pripravljajo in jih na ministrstvu samo odkupajo, ko so popolne in tako naprej. To bi lahko vse outsourcing, ne da bi se s tem ukvarjati tako v velikem obsegu. To se mi zdi, da je postopek hitreje teče, ker recimo gospodarstvo rajši plača enega, ki pripravi dobro vlogo pa hitro, kot da čakaš 4 leta pa je zastonj. Tisto je najdražje. 4 leta najdražje delati. In to je zgodba, mislim, ki bi se mi kot država morali reči, dajmo si olajšati neke stvari, ker se ti nekaj odvisno, dva potnika znajdete pred levom v džungli, in pravi, joj, vržimo se na tla, nismo hitrejši od leva, ne požarene. Pa vam pravi, veš kaj, mogoče od leva nisem hitrejši od tebe, sem lahko. Da mi moramo naše gospodarstvo biti hitrejši od nam primerljivih, ne moramo biti najboljši na svetu, da smo hitrejši. Hvala. Mogoče. Ok, samo na kratko. Mislim, jaz se vsem strinjam se pa to, da povem mogoče tudi malo z druge plati, da smo tako majhni, tako izzivamo, smo zeleni in tako ne izgleda tudi drugi, in smo dobri. In seveda pa pač moramo še neke stvari, o katerih smo tudi danes govorili, da biti boljše. Ampak tako nas tudi druge države gledajo. Mislim, da smo eden izmed pomembnih akterjev, to je tudi pomembno, tudi na evropski ravni, da znamo se oglasiti, reči, da je glas tudi prepoznan in da je slišan. In da veliko, kar piše Slovenija, da pa proti temu in se tudi uveljavlja tudi skozi zakonodajo. Tako da jaz mislim, da smo si pa čez to, konec koncev smo mlada država, smo si pa tudi to ustvarili. Tako da, ja, seveda, skupaj z njim, tako da. Hvala. Mogoče Tončka še nas zaključno mislim. Jaz bi rekla, da zeleni prehod je skupni projekt nas vseh, ne same industrije. Hvala. Ja, jaz mislim, da je zeleni prehod, kot sem prej rekel, priložnost, ne dajmo izkoristiti. Sigurno pa pač nas čaka zelo turbulentno obdobje. Hvala. Jaz se bom na tem mestu zahvalila mojim gostom okrogle mize in hvala vam, poslušalci, ker ste lahko zbrani, poslušali to okroglo mizo in verjamem, da bomo res z dobrim zaupanjem in s tako energijo in vnemo, kot je bila danes za to okroglo mizo, uspeli ustvariti dobre odnose in zgraditi solidarno in strpno družbo. Hvala vam.